smo letošnjo jesen videli, da je seveda COVID se tudi intenzivno širi med otroško populacijo. V primerjavi po podatkih tudi iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo pri otrocih od 1. septembra do konca decembra 2020 nekaj čez 4.000 potrjenih okužb z koronavirusom pri otrocih, se pravi osebah mlajših od 18 let. Ta številka je seveda tudi po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje letošnjo jesen bistveno višja in je bilo preko 30.000 potrjenih okužb že do praktično druge polovice novembra. To pomeni, da je vsaj 10-krat več teh okužb in da se je vsaj po določenih starostnih skupinah praktično prekužila že več kot desetina otrok, ki je v posamezni starostni skupini. Vse to se odraža tudi na povečani stopnji zbolevnosti, se pravi, ti otroci dejansko tudi prihajajo z raznimi bolezenskimi stanji v bolnišnico. Mi smo imeli na pediatrični kliniki torej preko 80 otrok že hospitaliziranih z dokazano COVID okužbo. O številu in bolezenski sliki večorganskega vnetnega sindroma bo več povedal profesor Avčin. Na infekcijski kliniki je bilo še tudi po podatkih, ki so mi jih posredovali, še več otrok hospitaliziranih. Imeli smo tudi 8 otrok hospitaliziranih v enoti za intenzivno terapijo za potrjeno COVID okužbo. Tako da dejansko vidimo, da ta koronavirus seveda tudi otroško populacijo lahko resno življenjsko ogrozi oziroma povzroči lahko kar zdravstvene težave. Seveda letošnjo jesen imamo še poleg tega tudi druge viruse, ki so tudi lonček prestavili in nam tudi zaradi tega imamo povečan priliv otrok in tudi v intenzivni terapiji veliko otrok. Seveda veste, da je EMA novembra dala odobritev za uporabo cepiva pri otrocih v starostni skupini 5 do 11 let. Raziskava, ki je bila tudi objavljena in je bilo vanjo vključenih preko 1000 otrok, ki so prejeli manjši odmerek, se pravi tretjinski odmerek cepiva, je pokazala, da je cepivo, vsaj kar se imunskega odziva tiče, primerljivo učinkovito kot pri mladih odraslih, ki so bili cepljeni z 3-krat večjim odmerkom. In tudi varnostni profil cepiva je bil dober, tako da če primerjamo starostno skupino 12 do 15 let in to skupino 5 do 11 let, je bilo teh pogostih neželenih učinkov, kot so lokalne reakcije, utrujenost in bolečine v mišicah, v tej skupini otrok 5 do 11 let manj kot v starostni skupini 12 do 15 let. Je pa dejansko na osnovi podatkov imunost, ki jo ta manjši odmerek cepiva vzbudi, zadostna in se je tudi v opazovanju otrok po zaključku cepljenja se je izkazala kot učinkovita. Se pravi, približno nekaj več kot 90% učinkovitost cepiva se je pokazala v opazovanju po v bistvu zaključenem cepljenju pri otrocih, ki so bili cepljeni v primerjavi s tistimi, ki so dobili placebo, ki je bila pa fiziološka raztopina. Tako da na nek način na osnovi tega in tudi glede na tudi podatke iz drugih držav in poznavajoč torej bolezenska stanja, ki jih lahko korona pri otrocih povzroči in tudi zavedajoč se recimo nekih osnovnih bolezni, pri katerih bi človek pričakoval težji potek koronavirusnih okužb, zagotovo priporočamo cepljenje tudi otrok v tej starostni skupini 5 do 11 let, predvsem pri otrocih, ki imajo neke osnovne bolezni, recimo kakšne prirojene srčne napake, potem nevrološka stanja, stanja z okrnjeno imunostjo
tudi predvsem pri otrocih z izrazito prekomerno telesno težo. To so v bistvu nekako zdravstvena stanja, pri katerih tudi po podatkih iz literature, in teh podatkov imamo zdaj vedno več, je večja verjetnost, da bo otrok v težji obliki to koronavirusno okužbo preboleval. Seveda, glede na to pa, da seveda samo cepljenje zmanjša možnost zbolevanja in zmanjša možnost prenosa okužb, je pa seveda nekako tudi smiselno, če hočemo otrokom res zagotoviti neko normalno izvajanje vseh šolskih, obšolskih dejavnosti, se s tem seveda zmanjšajo verjetnost, da bo otrok se okužil in bo seveda tudi manjša verjetnost, da bo prenesel na svoje sošolce oziroma vrstnike in pa seveda tudi manjša možnost prenosa je v domačem okolju. Tako da ni kakšnih, moram reči, da jaz osebno kakšnih zadržkov nimam in upam, da bomo lahko že prihodnji teden na pediatrični kliniki začeli z cepljenjem tudi otrok v tej starostni skupini 5 do 11 let. Moram priznati, da je vsaj med našimi kroničnimi bolniki, pa tudi med našimi zaposlenimi tudi za zdrave otroke, kar precejšen interes za cepljenje. Ste imeli torej tudi tokrat organizirano, da bodo lahko tudi drugi starši pripeljali otroke na pediatrično? Torej, bomo o tem tudi razmislili in poskušali omogočiti to v čim večjem številu. Je pa res, da pediatrična klinika seveda ob tem še normalno deluje in zagotavlja predvsem vso oskrbo akutno bolnim otrokom. Prej ste omenili intenzivo, v kakšnem stanju oziroma kaj točno je bilo oziroma je s temi otroki, ki so tam narobe? Ja, torej, kar nekaj je bilo novorojencev, zelo majhnih otrok, ki so bili rojeni bodisi pozitivnim materam in so bili v bistvu v dobrem stanju odpuščeni iz porodnišnice, potem pa prišlo doma do okužbe in vemo, da lahko okužba pri novorojencu lahko poteka z klinično sliko, ki je zelo podobna sepsi in tak otrok praviloma potrebuje zdravljenje v bolnišnici. Imeli smo dejansko, mislim, da točne številke ne vem, ampak mislim, da 4 ali 5 novorojencev, ki so imeli težave z dihanjem, težave v smislu krčev, lahko pa tudi kakšno resno bakterijsko okužbo kot zaplet okužbe s koronavirusom. Koliko časa navadno potem taki otroci ostanejo v bolnišnici? Zelo različno, ampak praviloma ne manj kot teden dni. Ampak čim je stanje boljše, gre pa lahko v navaden oddelek in potem, ko je le v redu domov. Rekli ste, povečano je število covida pri otrocih, ali to pripisujete samo, da so letos odprte šole in vrtci ali vsemu drugemu in glede na to, da je toliko skepse okrog cepljenja, zakaj pri otrocih spodbujamo cepljenje, glede na to, da marsikdo preboleva atopij? Ja, torej, to je res, zagotovo je toliko covida zdaj posledica tega, da so šole in vrtci, vse izobraževalne ustanove so odprte, pač otroci so v stiku in seveda se te okužbe prenašajo. Otroci, res, predvsem predšolski otroci, večinoma okužbo v blagi obliki prebolevajo in tudi njihov imunski sistem je v bistvu sposoben dosti hitro na nek način nevtralizirati virus, zamejiti okužbo in tudi pogosto otroci tudi se pri njih ne pojavijo proti telesa. Tako da in že pri šolskih otrocih, pri večjih, pri najstnikih, se pa le-ti obnašajo tudi kot možni prenašalci korone in tudi kot bolniki s korono, seveda zelo podobno kot odrasli. Tako da smo imeli seveda najstnike z pljučnico, ki je potrebovala tudi zdravljenje v enoti za intenzivno nego. Če preboli COVID, se ne proti
Nimajo vsi, ki imajo dokazano okužbo, nimajo vsi protiteles. Samo še to, inšpektorat danes je ugotovil, da je do zdaj bilo 47 otrok cepljenih z vektorskimi cepivi, zdaj EMA priporoča samo mRNA cepiva. Zakaj vektorska ne? Vektorska cepiva dejansko se, kakor je meni znano, tudi ta raziskava, ki je Oxfordska skupina z cepivom AstraZeneca pri otrocih, so v bistvu vključevanje v to raziskavo ustavili takoj, ko so se pojavila ta poročila o teh tromboemboličnih zapletih. Dejansko je pa nekaj, in seveda te otroke še naprej spremljajo in kakšnih poročil, da bi karkoli bilo narobe z njimi, ni. Tako da jaz mislim, da tudi te otroci, v katerih je bilo poročilo, oziroma mladoletne osebe, ki so bile cepljene z vektorskimi cepivi, je zelo velika verjetnost, da kakšnih neželenih učinkov ne bodo utrpele. Je pa res, da je bilo v Le Mondu, Francozi so objavili pred par dnevi podatek, da je bilo v Franciji že preko 17,000 otrok cepljenih z mRNA cepivom, mlajših od 12 let, pa se to sploh ni tako problematiziralo.